Pozdravljeni! V današnji epizodi se bomo dotaknili 4 aktualnih tem iz sveta umetne inteligence. Kako podjetja povečujejo produktivnost z AI, prenova Appleove Siri, Asana in no-code AI agenti ter spremembe v orodjih za programiranje, vključno z novim modelom obračunavanja GitHub Copilota. Začnimo s primerom podjetja Remote, ki je z uvedbo več AI rešitev povečalo prihodek na zaposlenega za približno 50% brez širjenja ekipe. Pri obdelavi plač so avtomatizirani algoritmi zmanjšali ročne intervencije za 40%. Napredni chatbot pa je zmanjšal potrebo po človeški podpori za okoli 60%, kar je zaposlenim omogočilo delo na bolj kompleksnih nalogah. To kaže, da AI ne pomeni le avtomatizacije rutinskih opravil, temveč tudi spremembo vloge zaposlenih. Več časa za strateško in ustvarjalno delo, a hkrati potrebo po nenehnem izobraževanju in odgovornem uvajanju. Podjetja morajo vlagati v prekvalifikacije, hkrati pa paziti na etične in varnostne vidike sistemov, ki obdelujejo občutljive podatke. Naslednja tema je nova Siri. Apple premika Siri proti bolj pogovornim in kontekstualno ozaveščenim modelom, ki naj bi bolje sledili zaporedju ukazov in povezovali opravila med napravami. Pomembno je tudi, da Apple obljublja več lokalne obdelave podatkov za več zasebnosti, kar pa vzpostavlja dilemo dostopnosti funkcij na starejši strojni opremi in razpoložljivosti v manjših jezikih, kot je slovenščina. Če se Siri res premakne k globljemu razumevanju konteksta in robustni medsebojni integraciji naprav, bo to lahko spremenilo način, kako načrtujemo vsakdanje opravke. Vprašanje ostaja, ali bo Apple dovolj odprt do drugih ekosistemov, da uporabniki, ki uporabljajo različne platforme, ne bodo omejeni. Tretja tema je Asana, ki je prevzela Stack AI in prinaša koncept agentov brez programiranja neposredno v poslovna okolja. Gre za vizualno oblikovanje delovnih tokov, kjer lahko agenti avtomatizirajo naloge, kot je izluščanje podatkov iz računov, priprava poročil ali spremljanje družbenih omrežij. Takšni no-code agenti lahko močno pospešijo delo ekip, saj omogočajo avtomatizacijo, ki je bila prej domena razvijalcev. Hkrati pa to prinaša izzive. Potreben je razumljiv vmesnik, varnost podatkov in jasna politika glede etične uporabe, saj agenti pogosto obdelujejo občutljive poslovne informacije. Zadnja tema se dotika orodij za programiranje in monetizacije AI storitev. AI kodni asistenti so že spremenili rutino razvijalcev, a GitHub Copilot je uvedel žetonsko obračunavanje, kar prinaša negotovost glede stroškov pri intenzivni uporabi. To odpira vrata alternativam, natančnejšemu upravljanju porabe, lokalnim modelom ali odprtokodnim rešitvam. Za razvijalce to pomeni, da se bo vrednost premaknila k višjim veščinam, arhitekturi, varnosti, etiki in sodelovanju z AI agenti. Podjetja in regulatorji pa morajo poskrbeti za pregledne modele obračunavanja in dostopnost orodij, da ne nastane neenakost v dostopu do naprednih zmogljivosti. Za konec. Hitri napredek AI prinaša velike priložnosti za produktivnost in izboljšanje storitev, a tudi odgovornosti pri izobraževanju ljudi, varstvu podatkov in oblikovanju pravičnih poslovnih modelov. Če podjetja združijo tehnologijo z ljudmi in jasnimi pravili, lahko AI postane orodje, ki dvigne delo na višjo raven, ne pa le nadomesti ljudi. Hvala, ker ste prisluhnili. V naslednji epizodi bomo spremljali, kako se te spremembe v praksi uresničujejo in katere nove rešitve se pojavljajo v regiji.